Pisatelj hodi po sobi in razmišlja, kakšno zgodbo bo danes napisal, in dobi idejo, da ne bo prava. Spet hodi, spet dobi idejo, da pa bo prava. Vzame čopič in črnilo in začne pisati Grajska zgodba. Ta bo prava. Nekoč je stal močan grad, bil je velik in narejen iz kamenja. Okrog njega je bilo obzidje in 2 stolpa. Okrog njega je prijahal vitez s konjem, imel je meč in ščit. Potem si je razmislil, da bi poklical svoje prijatelje, potipkal po telefonu in poklical. Halo, vitezi, pridite. V viteški dvorani so imeli vitezi viteške igre. Tisti, ki je zmagal, je dobil pokal. Princeske in kraljične so dale viteze. Ko je bilo iger konec, so mogle princeske spati. Kraljične in vitezi so imeli zabavo.
so bile nagajive, ma niso šle spat, so se lepo uredile. Potem so stekle na vrt in so plesale po prstkih, da ne bi slučajno rožič pohodile. Potem so se usedle in so prileteli metuljčki, so pili med po slamici. Ko so se napili, so odleteli spat. V vrtu je bil tudi ribnik. Ribice so škropile rožice. Vsaka princeska si je vzela svojo rožico in jo odnesla v svojo sobo. Zazehale so in odšle spat.
noč. Pajki so začeli lez po steni, eden pa je začel pletiti mrežo. Potem je poklical ostale pajke in so skupaj pletli mrežo. So se spuščavali in gugali. Zjutraj, ko je sonce posijalo, je zbudilo vse v gradu. Vsi so prišli okrog ribnika in zaplesali okrog njega. Sonce je naredilo čarovnijo, v ribniku je bilo polno čarobnih kamenčkov. Vsak si ga je vzel in mu zaupal v željo. Položil ga je na svoje srce
kakšno lepo pravljico sva danes napisala. Ampak veste, kaj manjka? Ena velika